Ko je padlo staro egipčansko kraljestvo, se je zdelo, kot da je konec sveta. A ni počasi izginilo, temveč se je nenadoma razbilo. Rimu je za propad potrebovalo stoletja. Maji so izginili v več generacijah, toda prvo egipčansko cesarstvo se je razbilo v samo 20 letih, ko je 18 vladarjev raztrgalo prestol. 500 let pred tem je bil Egipt skoraj nedotakljiv. Nil je hranil ljudi, elita se je utapljala v bogatstvu. Faraon ni bil le vladar, bil je živi bog. Dokler Nil ni odpovedal in so se ljudje, ki so nekoč častili svoje vladarje, začeli obračati proti njim. Kajti najhitrejši način, da uničiš Boga, je, da ljudem dovoliš, da ga gledajo, kako propada. Prvo poglavje: ošabnost stroja. V antičnem svetu je bila pogubna napaka vsake oblasti napuh. Ko so bili časi dobri v egipčanskem starem kraljestvu, je samozavest tekla kot obilno pivo, ki so ga delavci pili med gradnjo piramid. Toda samozavestjo sta pogosto prišli tudi ošabnost in nečimrnost, ki sta govorili: mi in samo mi smo božje izvoljeno ljudstvo. Ki sta govorili, da dobri časi nikoli ne bodo minili. S prebrisanostjo in pridnostjo se je narava uklonila egipčanski volji. V samem središču vse te ošabnosti so bili kralji, faraoni, ki so svojemu ljudstvu govorili, da niso le predstavniki bogov, temveč živi bogovi, vladarji vesolja. Ustvarili so eno največjih civilizacij v zgodovini. Zgradili so mogočne piramide, neverjetna inženirska dela, ki so bila dokaz njihove genialnosti. Staro kraljestvo od leta 2714 št. do 2214 št. je bilo samo po sebi dokaz, da lahko Bog prevzame človeško podobo. Večino teh let je bilo to obdobje miru in blaginje, ko so imeli celo revni hrano na svojih mizah. Toda v svoji ošabnosti so egipčanski kraljeviči spregledali popolno nepredvidljivost okolja, za katerega so mislili, da ga nadzorujejo. To je bilo kraljestvo zgrajeno okoli ene same točke odpovedi. Vsako leto je velika reka Nil poplavila ravnice. Rodovitna zemlja je ustvarila obilje pridelkov, zalogo hrane, ki je iz leta v leto zadostovala za prehrano prebivalstva. Bil je popoln sistem. Za množice so kralji izpolnili svojo obljubo, da bodo poskrbeli za vse. Toda ko so se stvari začele slabšati, ko so zabeležene poplavne ravni iz leta v leto postajale nižje, kralji niso imeli odgovorov. Brez rešitev je njihova moč začela bledeti. Ljudje so izgubili vero v sistem, za katerega so garali vse svoje življenje. In ta sistem je bil že od začetka nastavljen proti navadnemu človeku. Vse bogastvo je teklo navzgor in se ustavilo pri faraonih. Vladali so iz Memfisa, prestolnice na bregovih Nila. Njihova moč je bila popolna. Ko je faraon stopil iz svoje palače, so se uradniki metali k njegovim nogam. Obnašali so se do njega kot do božanstva na zemlji. Pod mogočnimi člani kraljeve družine je bila birokracija, majhna elita pismenih uradnikov, ki so upravljali kraljestvo. Nekateri so bili veliki pisarji, ki so uporabljali hieroglife za pisanje upravnih zapisov ter zgodb o trpljenju in junaštvu. Visoki uradniki so živeli na posestvih, ki jim jih je podelil kralj, vendar je v teoriji vse pripadalo njemu. Vsaka vas in mesto, raztresena po 42 provincah ali nomih, kjer je prebivalstvo obdelovalo zemljo. Ko so uradniki umrli, so se njihova posestva vrnila kroni. Staro kraljestvo ni delovalo po pravem denarnem sistemu. Kmetje so lastnikom posestev plačevali s pridelki in delom. Sistem je bil prirejen. Vse bogastvo, hrana in delo so se stekali k enemu samemu človeku v Memfisu. Vsi ostali pa so preživeli s tem, kar je priteklo nazaj. Bogati so svoj status kazali z uvoženim razkošjem v sistemu, ki se je dolgo zdel neuničljivo hierarhičen. Na dnu so bile množice, navadni delavci, nepismeni in popolnoma prepuščeni na milost in nemilost kroni. Ti ljudje so predstavljali morda 88% prebivalstva. Svoje življenje so preživeli tako, da so svoje delo žrtvovali za veliko kraljestvo. V zameno pa so dobili hrano, zavetje in blago. Zgradili so piramide, palače, templje, ceste in jezove. Bojevali so v vojaških pohodih v Nubiji ali v Severni Afriki. In to so počeli, ker so vedeli, da so del nečesa veličastnega. Njihovo kraljestvo je bilo dom najbolj naprednih ljudi na svetu, civilizacije, ki je bila stoletja premočna, da bi jo lahko osvojil katerikoli tuji osvajalec. Dokler so prihajale poplave, je zemlja ostajala zelena, spomeniki so rasli in božanski red je vztrajal. Pravzaprav je bilo to celotno gospodarstvo, ki je bilo odvisno od vremena. Vse to bogastvo je bilo močno skoncentrirano v eni vladarski družini, ki si ni mogla privoščiti spremembe podnebja. Kralji, ki so namesto gradnje večjih državnih žitnic za čas lakote gradili kolosalne spomenike svojemu egu, možje pokopani z bogastvom za posmrtno življenje. Nekateri so bili celo pokopani skupaj z žrtvovanimi uradniki in služabniki. Toda dokler so kraljevi izpolnjevali svoje obljube, so se kolesa tega sistema, v katerem je bilo vse podrejeno enemu, še naprej vrtela. Kraljestvo je bilo tako popolno zasnovano za uspeh, da njegovi vladarji skoraj niso imeli rezervnih načrtov. Vsak resen odklon od običajnega je bil smrtna obsodba, ki je čakala, da se zgodi.
Ti faraoni niso bili vrhovna bitja, bili so zgolj smrtniki in kmalu bodo v svoji popolni grozi ugotovili, da človek ne more nadzorovati narave. Drugo poglavje – geografska kletka. Podnebje na svetu se spreminja, danes to razumemo. Toda v času Starega kraljestva niti kralj, niti guverner, niti modri pisar niso razumeli nevarne narave regionalnih podnebnih sprememb ali njihovega vpliva na poplavne cikle Nila. V svoji brezmejni ošabnosti so kralji verjeli, da po smrti potujejo čez nebesa skupaj z ustvarjalcem vsega življenja, sončnim bogom Rajem. Posledično so egipčansko kraljevo družino videli kot povezano z naravnim redom, a v resnici kralji niso imeli nobenega nadzora nad nebom ali reko. Stoletja je bil to skoraj popoln odnos med človekom in naravo, potem pa je reka preprosto prenehala naraščati. Božanski kralj ni imel odgovorov. Sprva je bila sprememba komaj opazna. Poplavne vode so postopoma začele upadati, kar so uradniki merili z nilometri. Okoli leta 3000 po Štetu so uradniki pod kraljem Narmerjem poslali opozorilo. Nekaj ni v redu, raven poplavnih voda se je znižala. Nato je prišla dolga suša, začel se je upad. Temno obdobje je zajelo prebivalce Egipta. Velike piramide niso več gradili. Obsežni projekti templjev so se upočasnili ali povsem ustavili. Ko je podnebje postajalo bolj suho, se je vegetacija umikala. Nekatere rastline so izginile, saj so se peščene sipine približevale človeškim naseljem. Guvernerji 42 provinc, nomarhi, so pridobivali na moči, saj so ljudje izgubljali vero v centralizirano državo. Deželni sodniki in uradniki so uveljavljali svojo lastno oblast. Premožni duhovniki so začeli podpirati lokalne vladarje, ne pa faraona in njegove vlade v Memfisu. Ko je boj za preživetje postal nasilen, se navadni ljudje po odrešitev niso več obračali k svojemu božanskemu kralju. Obrnili so se na tistega, ki je imel hrano. Poklicali so guvernerje, ne svojega vsemogočnega kralja, da bi jih rešili iz tega, kar je postalo vprašanje življenja ali smrti. Po mnenju ljudi je bila lakota neposredna posledica božanske jeze. Če so bili kralji v stiku z božanskim, potem je morala biti neplodnost dežele krivda kralja. Toda ni imel odgovorov na grozo, ki je doletela njegovo ljudstvo. Zapisi kažejo, da so v času krize obstajali ukrepi za razdeljevanje žita, vendar je kralj prosil bogove za pomoč in ko ta ni prišla, je v očeh svojega ljudstva spodletel. V 500 letih Starega kraljestva je bilo veliko kraljev, morda skupaj 25 do 30, vendar so prav vladarji 4. dinastije postali vrhovni simbol egipčanske moči, saj so zgradili največje piramide, kar jih je bilo kdaj zgrajenih. Toda v času 6. dinastije, od 2345 pr. Štetet do 2181 pr. Štetet, so ti spomeniki človeške iznajdljivosti postali le še opomniki na veličino, ki je že davno minila. Kriza Starega kraljestva je dosegla vrhunec v obdobju nasilnih političnih pretresov. Pepi II., zadnji pomembni kralj 6. dinastije, je Egipt vodil kar 90 let. Ko je umrl pri 94 letih, se je krvava katastrofa že odvijala. Iluzija o njegovi božanskosti je popolnoma izginila. Njegovi sinovi in hčere so se postarali, medtem ko so čakali na prestol, in takoj, ko je umrl, so lačne množice raztrgale njegov grob in odnesle vse. Celo njegovo mumijo. Tempelj njegovega očeta, Pepija I., je bil do tal požgan. Celotna njegova družina je bila osovražena. Po njegovi smrti se je kraljestvo razdrobilo. V naslednjih 20 letih je kar 18 različnih vladarjev hitro zamenjalo prestol, a do takrat je bila centralizirana moč faraona v Memfisu že le še senca. Prava oblast je zdaj pripadala lokalnim nomarhom, ki so postavljali svoja pravila. Ti guvernerji so postali dedni, ustvarili so mogočne dinastije, ki so se razglašale za velike poglavarje. Bili so voditelji, ki so se bojevali proti drugim provincam, kar je povzročilo skoraj nenehne državljanske vojne. Dokazi o takšnem množičnem prelivanju krvi obstajajo v grobnici, ki so jo kasneje odkrili arheologi. Egipčani so bili običajno pokopani sami ali z ožjo družino, vendar je ta množični grob mumij iz poznega Starega kraljestva vseboval 60 trupel, vsi moški, in vsi so umrli nasilne smrti. Bili so udarjeni v glavo s kamni, podrti z gorjačo in imeli so rane, ki so kazale, da so jih nekoč prebudile puščice. Ti možje so umrli v bitki. Težko je natančno reči, kako se je ta kriza odvijala ali katera regija je najbolj trpela zaradi suše in lakote. Tako kot za večino staroegipčanske zgodovine, imamo zelo malo dokazov, da bi lahko ustvarili popolnoma natančno sliko. A zagotovo je, da je za nešteto ljudi po vsem kraljestvu nesreča udarila z vso silo. Mnogi so bili dejansko ujeti v ozkem pasu civilizacije, ki ga je obdajala širjoča se puščava. Na zahodu je ležala Sahara, na vzhodu pa krute puščave in gore. Na jugu so bile težko prehodne brzice in rivalska ozemlja, na severu pa močvirja in Sredozemsko morje. Za navadnega človeka, ki ga je že oslabila lakota, ni bilo zalog za dolgo in nevarno potovanje skozi tuje dežele, kjer so prežali razbojniki.
Ni bilo pravih zemljevidov za navigacijo, niti prevoza, ki bi si ga lahko privoščili. Tako je bil navadni človek vezan na državo, civilizacijo, zgrajeno okoli ozke oaze, obdane s terenom, ki ga je bilo skoraj nemogoče prečkati brez zalog hrane, vode in orožja. Že samo en človek, ki bi se rešil, je bilo skoraj nemogoče. Kaj šele njegova družina? Egipt ni bil Rim. Med razpadom rimskega imperija so se lahko najbolj obupani ljudje preselili v sosednje province. Lahko so se premikali skozi gozdove, potovali po rekah in se naselili skoraj kjerkoli so želeli. Egipt tudi ni bil podoben sredozemskemu svetu med zlomom bronaste dobe v 12. in 13. stoletju prnejšte štitu. Celotne skupine so lahko pobegnile po morju in se preselile vzdolž obal in otokov. Ljudje v Egiptu niso imeli takšne poti za pobeg. Bili so ujeti pod žgočim soncem, čakali so na smrt ali pa so se borili do konca. To je bila psihološka kriza, ne le fizična. Tretje poglavje. Ko so bogovi odpovedali. Ljudje so izgubili vero, postali so cinični in jezni. Na tiste mogočne piramide in pozlačane grobnice so gledali kot na dokaze pohlepa in pretiravanja. Laži, urok, ki je bil nekoč izrečen, zdaj pa razbit na 1000 koščkov. Grobnice so povedale vse. Napisi nomarhov, ki so trdili, da so svoje ljudi rešili najhujšega opustošenja. Lačnim sem dal kruh in nage oblekel. Ves zgornji Egipt je umirala od lakote. Najbolj grozljiv del tega sporočila je bil, da so ljudje jedli svoje otroke. Memfis je še vedno imel kralja, vendar je njegova oblast verjetno segala komaj do meja mesta. Preostali del države so zdaj vodili ti provincialni upravitelji. Napisi na grobnicah so jih razglašali za nadzornike Gornjega Egipta v Srednjem Nomu ali celo za nosilce Božjega pečata. Za faraona ali ljudi jim ni bilo mar. Zanimali so jih bogastvo in vpliv, ki bi ga imeli v posmrtnem življenju. Ko so poplave izostale, so bili nekateri morda prav tako neučinkoviti kot kralj pri popravljanju poti uničenja. Njihove zaloge žita so se verjetno izpraznile. Kmetje so obupano poskušali pridelovati pridelke na peščenih bregovih, a zaman. Njihovi voditelji so se izkazali za prav tako nesposobne kot osrednja oblast. A kljub vsemu temu nemiru so nekateri guvernerji zdaj svojim ljudem oznanjali, da jih Bog ni zapustil. Eden izmed njih je bil Ankh-Tifi, visoki uradnik, ki je očitno o sebi razmišljal kot o faraonu oziroma, kot je sam rekel, o velikem poglavarju. Ko je večina Egipta stradala, je trdil, da je hranil obupane. Moškim, ki niso imeli žena, je dal žene. Tistim, ki so bosi hodili po vroči zemlji, je dal čevlje. Medtem ko so moški in ženske zunaj njegove province iskali hrano ali ropali templje, je Ankh-Tifi trdil, da je njegova modrost v gradnji jezov in obrokih hrane. Napisi na njegovem grobu ga opisujejo kot nepremagljivega. Sem človek brez primere, sem spredaj pred ljudmi in zadaj za ljudmi. In nato je prišel nomarh Hati II. Iz Asjuta, mož, ki je bil silno zvest svojemu kralju. Toda tako kot drugi nomarhi, se je tudi on soočil s slabimi letinami, ko poplave niso več prihajale z dovolj močjo, da bi naredile zemljo rodovitno. Soočen z lakoto in počasnim stradanjem ljudi, ki so se zanašali nanj za vodstvo, je kasneje trdil, da je svoji provinciji prihranil grozote, ki so jih trpeli večinoma drugi. Prehranjeval sem svoje mesto. Bil sem svoj lastni računovodja glede hrane in dajalec vode sredi dneva. Izkopal je kanal širok 10 komolcev, da bi preusmeril vodo na kmetijska zemljišča. Tako kot Antifi je bil dovolj moder, da je zgradil jezove. Racioniral je žito in postavil stražarje pri žitnicah, da bi zaščitil tisto malo hrane, ki je še ostala pred tatovi. Toda ti možje so morda bili izjeme, tako kot duhovnik Hekanok, ki je zapisal: "Poglej, vsa dežela je mrtva, a ti nisi trpel lakote." Tudi on je bil priča prikazni kanibalizma. Poglej, tukaj so začeli jesti ljudi. V svetu, kjer so se ljudje zatekli k najbolj skrajnim človeškim tabujem, je izbruhnilo nasilje. Revni niso imeli izbire. Pojedli so osle in nazadnje otroke. Sčasoma so se uprli. Predstavljali so veliko večino prebivalstva. Ne glede na to, koliko stražarjev je varovalo posestva bogatih ali koliko orožja je krasilo njihove stene, elite niso mogle večno zadrževati množic. Najbolj pretresljiva poročila o tem strašnem kaosu izhajajo iz zapisov pripisanih modrecu z imenom Ipuver. Zgodovinarji se še vedno prepirajo o tem, kako natančne so bile njegove besede. Nekateri egiptologi menijo, da so bila njegova opisovanja utemeljena na resničnih dogodkih, drugi pa trdijo, da so šlo za politično propagando iz kasnejšega obdobja, opozorilo, kaj se zgodi, ko se monarhija in božanski red zrušita. Kakorkoli že, lakota in stradanje sta bila nedvomno resnična. Peklenski opisi, ki jih je zapisal Ipuver, bi lahko imeli nekaj povezave z resničnostjo. Glej, puščava si prisvaja deželo, mesta so opustošena, zgornji Egipt je postal puščava. Zapisal je, da so lačne množice vzele zakon v svoje roke, ko so iskale in se borile za hrano. V svojem besu so plemiškim dojenčkom razbijali glave ob zidove.
Nekateri starši so zapustili lastne otroke. Zavist in grenkoba sta se razširili povsod. Moške v lepih oblačilih so pretepali na ulicah. Tudi premožne ženske niso bile več varne. Nekatere so odvlekli stran in jih zaprli v ječe, kjer so stradale. Moški brez ovir povzročajo spore. Po vsej deželi se sliši stokanje, pomešano z žalovanjem. Poglej zdaj deželo, oropano kraljevske oblasti. Morija je pustošila po pokrajinah. Trupla so plavala po rekah in kanalih. Vodne poti so bile obarvane rdeče od krvi in bolezni. Revni so ropali bogate in upili: potlačimo mogočne med nami. Družine so se obrnile druga proti drugi. Moški svojega sina vidi kot sovražnika. Tisti, ki svojega brata položi v zemljo, je povsod. V takšnem svetu, kjer sta pohlep in cinizem ljudi gnala k najslabšim dejanjem, modri pisar ni imel več vpliva. Njegove besede so prezrli, obupani ljudje, ki so skušali dobiti, kar so lahko. Cela mesta so bila uničena. Dežela se je spremenila v puščavo in v vročini takšne šibkosti so prišli azijski barbari, da dokončno uničijo ljudstvo, ki je bilo preveč razdeljeno, da bi se lahko obranilo. Vzpostavitev osrednje oblasti za obrambo je bila nemogoča. Davčne evidence in vladni dokumenti, potrebni za vodenje države, so bili že uničeni. Revni ljudje, navadni ljudje, so poteptali starodajne običaje, ko so šli tja, kjer jim je bilo prej prepovedano. Glej, velika sejna dvorana je napadena. V velikih dvorcih prihajajo in odhajajo berači. Skrivnosti egiptovskih kraljev so razkrite. Ti ljudje so ukradli zapise in ubili pisarje. Uničili so knjige, kmetijsko znanje, ki je stoletja pomagalo Egipčanom obdelovati zemljo. Ko so nasilneži prevzeli nadzor nad mesti in se je anarhija širila, so prihodki, namenjeni projektom, šli naravnost v njihove žepe. V 2 desetletjih so bili kralji iz Memfisa uničeni. Kmete, ki so nekako preživeli, so bili zdaj popolnoma potrti. Niso imeli nobene zaščite pred hudobneži in izgubili so vso vero v vladarje. Rojstvo je bilo prekletstvo. Želim si, da bi bil mrtev, pravijo majhni otroci. Ne bi me smel pustiti živeti. Za Ipuverja je Egipt potreboval obnovitev kraljeve družine. Potrebovali so utripajoče srce v središču naroda, ki bi bilo sposobno vzpostaviti red v kaosu. Kot je opisal en zgodovinar, je bila to mamljiv sen in za nekatere celo nuja za preživetje. Pričevanje enega človeka samo po sebi ni dovolj, da bi razumeli, kaj se je zgodilo. Kot se pogosto dogaja skozi zgodovino, so bili glasovi velike večine izgubljeni, ker niso znali ne pisati, ne brati. Stari Egipt je bil večinoma zapisan skozi oči vladajočega razreda. Vendar pa lahko prav skozi dejanja navadnih ljudi potrdimo nekatere dele Ipuverjeve vizije družbenega razkroja. 4. poglavje. Bog krvavi. Stradajoče množice so doživele popoln psihološki prelom. Iluzija božanske avtoritete je bila razbita. In iz tega kaosa se je razvilo kriminalno gospodarstvo, ropanje grobnic. Kraje iz grobnic so obstajale že v starem kraljestvu, vendar ko sta se zakon in red zrušila, je izbruhnil pravi pekel. Tudi stražarji, ki so bili nameščeni pred grobnimi kompleksi, niso mogli zadržati roparjev. Revni, ki so zdaj izgubili zaupanje v vladarje, so navalili na velike spomenike, kjer so bili kralji pokopani skupaj z nepredstavljivim bogastvom. Ropardži so kopali tunele skozi tepele kamnite stene in plenili skrite prostore globoko v piramidah in grobnicah. Brez stabilne osrednje države, ki bi nadzorovala kraljestvo, je bilo to skoraj nemogoče ustaviti. Zlate kipe, nakit, celo zlate maske, ki so nekoč krasile kraljev obraz, so prodajali na tržnicah. To je bila največja žalitev za može, ob katerih so se navadni državljani nekoč tresli že ob samem pogledu nanje. Ko so arheologi tisoče let kasneje našli te grobnice, so našli mumije oskrunjene in razbite. Roparji niso le kradli, ampak so uničili vse, kar so videli. Pomanjkanje spoštovanja, ki so ga pokazali, je bilo brez primere. V starem Egiptu je varen prehod v posmrtno življenje pomenil več kot samo življenje. Egipčani so naredili vse, da bi trupla mrtvih elit pripeljali nazaj iz oddaljenih vojn, da bi jih lahko ustrezno pokopali in jim dali priložnost, da pridejo v raj. Uničenje grobnice je te moške dejansko ubilo, saj jih je odrezalo od večnosti. Uradniki so naredili vse, kar so lahko, da bi ustavili ropanje. Ker se je ropanje grobnic nadaljevalo v Srednjem kraljestvu, so v vhode grobnic vklesali prekletstva, da bi prestrašili tatove. Kipe so postavili kot večne stražarje, ki so bdeli nad mrtvimi. Ko tudi to ni pomagalo, so grobne komore zagradili z ruševinami, skritimi za plastmi kamna. In ko tudi to ni bilo učinkovito, so vladarji začeli postavljati svoje grobnice globoko pod piramidami in podzemnimi kompleksi. A to nikoli ni bilo dovolj. Ropardži grobnic so postali stalni vir skrbi za vladarje Novega Egipta.
Če je obstajal en način, da to ustavijo, so bili to strah, nasilje, bolečina, smrt. Tiste, ki so jih ujeli pri trgovanju z ukradenimi pogrebnimi predmeti, je lahko doletela usmrtitev. Nekatere so pretepli, za obsojene pa so bili zadnji trenutki na zemlji grozljivi. Tatovi so postajali pametnejši. Zažgali so krste in stalili zlato v njih, tako da izvor zlata ni bil več znan. Ukradli so dragocena dišavna olja, a so jih prodali popotnikom na mednarodnem trgu. Amuleti iz dragocenih kamnov in eksotične artefakte, ki jih niso prodajali lokalno, so preprodali ljudem, ki so blago prodali mimoidočim karavanam. Ni šlo za dodatni zaslužek, šlo je za preživetje. Preživetje v kraljestvu, ki je pustilo svoje ljudi na cedilu. Ko vladarji niso več ščitili, ko se je guverner začel obnašati kot plemenski poglavar z egom, velikim kot sonce. Za opustošene, ki so nekoč svoje življenje posvetili državi, je bilo to maščevanje. Za njih je bilo posmrtno življenje vedno zaprto. Revni v tem svetu, neobstoječi v drugem. Po zrušitvi pa se bo tudi to spremenilo. 5. poglavje. Ukradeno posmrtno življenje. Po padcu starega kraljestva je nastopilo prvo vmesno obdobje, čas, ko se je Egipt razdelil na tekmovalna središča moči. Eno v Herakleopolisu Velikem v spodnjem Egiptu, drugo pa v Tebah v zgornjem Egiptu. To je bil nov svet, svet z novimi velikimi pripovedmi, ki so nadomestile stare zgodbe o ljudeh, ki so bili bogovi v človeški podobi. Ko so se lokalni močneži in pokrajinski vladarji borili za oblast po razdeljeni deželi, so se vrata v posmrtno življenje odprla tudi navadnim ljudem. Dokazi niso najdeni le v zgodovinskih besedilih, temveč tudi v grobovih navadnih ljudi. Nekje na začetku prvega vmesnega obdobja so se na krstah navadnih Egipčanov začeli pojavljati magični uroki in zaobljube. To je bila praksa, ki je bila nekoč rezervirana za kraljevo družino in elito. Nasilni zlom zlatega reda je pomagal roditi nekaj radikalnega, bolj demokratično vizijo nebes. Dva svetova, ki sta bila nekoč ločena, vladar in navadni človek, sta se skozi trpljenje in pretrese začela približevati drug drugemu. Knjiga dveh poti, starodavna kozmografija, ki opisuje, kako doseči večno rajsko življenje, je bila nekoč najdena le v grobnih napisih in pogrebnih vodnikih, ki so jih nekoč imeli v izključni lasti monarhi. Nato se je postopoma širila navzdol, najprej k nižjim plemičem, nato k dvorjanom in uradnikom, na koncu pa tudi k navadnim ljudem. Če so imeli denar za nakup krste, so te zapisi vsebovali zemljevide, ki so mrtvim pomagali krmariti po rekah in se izogniti strašnemu jezeru ognja. Vsebujejo svete besede, potrebne za prehod skozi varovana vrata, kjer bi bili vredni sprejeti in pozdravljeni. Brez takega znanja so mrtvi tvegali pohabljanje in uničenje v posmrtnem življenju. Odrezali bi jim nosove in ustnice, njihovo večno potovanje pa bi se končalo krvavo in boleče. Besedila piramid, ki so nekoč spremljala velike kralje, so postala besedila krst za skoraj vsakogar. Navaden človek je dosegal večno življenje. Ni dvoma, da je bil starodavni Egipt napredna civilizacija, vendar to ne pomeni, da niso imeli nekaterih čudnih prepričanj. Odkrit nenavadno plat faraonov v 50 norih dejstvih o starem Egiptu, ali pa si namesto tega oglejte to.